V Ljudskem vrtu je potekal eden izmed derbijev kroga med domačim Mariborom in Koprom. Koprčani na zadnjih tekmah dokaj solidni, medtem ko Maribor še vedno išče pravo formo. V prejšnjem krogu je vendarle zmagal na gostovanju pri Krškem, ampak to je bila težka zmaga, na koncu celo 1-3. Mariborčani pa želijo priti čim prej do samega vrha lestvice. Tole je že gol takoj na začetku, ampak Tavares je bil v nedovoljenem položaju in tale gol je bil tudi upravičeno razveljavljen. Potem prosti udarec za Galešiča, prava bomba in odlična obramba Jasmina Handanovića. 29. minuta, prava mojstrovina Salaliha, zares izjemno močan strel, ki je končal v vratnici, potem pa še Ibrahimi in še enkrat je bil na pravem mestu Vasja Simčič. Domači so zahtevali še 11 metrov, ko na koncu je ni bilo, potem pa nadaljevanje dvoboja in še naprej boljša mariborska ekipa, ki je igrala dobro v tem prvem delu. Stresla se je prečka, Kapha je bil pred vrati po izjemni podaji Salaliha. Nato pa vendarle gol za Maribor, podal je Viler, Vršič je bil na pravem mestu in žogo uspel potisniti v mrežo za prednost vijoličastih 1-0. Natančen strel Vršiča iz roba 16 metrov. Ob koncu prvega polčasa pa še priložnost Mendija, ki je stresel vratnico. Še ena vratnica za Maribor, tudi tokrat zadetka ni bilo. Tole je že drugi polčas in prva večja priložnost za vijoličaste. Mendij je bil pred vrati. Odlična obramba Simčiča, ki je bil še enkrat na delu. Po strelu Salaliha je žoga končala tokrat mimo vrat. Vendarle pa napaka v koprski obrambi. Žoga je prišla do Tavaresa, ki je premagal vratarje Kopra za povišanje prednosti. Maribor Koper 2-0. Kapetan Tavares je bil še enkrat sam pred vrati in tokrat je ugnal vratarja Simčiča. Koprčani pa nekoliko zmedeni v tem drugem polčasu. Nova napaka v njihovi obrambi, Mendij, Vršič in odbita žoga na noge Agimu Ibrahimiju, ki je zabil še 4. gol v letošnji sezoni. 3-0 za Maribor in tokrat je bil domači klub na pragu lepe zmage proti ekipi Kopra, ki je dvakrat v letošnji sezoni že premagala vijoličaste, prvič v superpokalu, potem pa še v prvenstvu pred domačimi navijači. Potem tudi akcija Koprčanov, tole je bila velika priložnost za Guberca. Poskušal je Ivica Guberac, ampak Handanović je žogo brez težav uspel ujeti. Nova podaja pred vrata in še 108. gol Tavaresa v prvi slovenski ligi. S tem golom se je tudi zanačil na 3. mestu večne lestvice strelcev z Erbinom Rakovičem, ki ima prav tako 108 golov v naši ligi. Izjemno Tavares še enkrat in kapetan Maribora je res postal prava legenda kluba. Do konca dvoboja še en močan poizkus, streljal je Guberac in nekoliko mimo vrat, potem pa še bliskovita akcija Mariborčanov. Tole je bila priložnost za zadetek Volaša, povratnika v ekipo, ampak Simčič še težav tokrat ni imel. Volaš pa svojemu bivšemu klubu tokrat ni dosegal zadetka, ampak kljub temu visoka, lepa zmaga za Maribor, ki je bil tokrat izjemno prepričljiv in zmagal s kar 4-0. Ja, danes je bilo kar nekaj lepih stvari, katerih ja želim videti v igri Maribora kot trener. Treba reči, oziroma rekel bom tisto, kar sem rekel fantom ob polčasu. Zelo sem ponosen na dejstvo, kako so odigrali celoten prvi polčas in potem tudi celoten drugi polčas. Bilo je precej elementov igre, ki so bili zelo dobri. Seveda pa nas čaka še precej dela, da bomo dosegli še nekoliko višjo raven, še nekoliko višji ritem doseganja zadetkov in igranja naših tekem. Ja, nismo, da smo se prišli braniti. Sigurno, da Maribor od samega začetka je ustvarjal pritisk na našo zadnjo linijo. Lahko rečem edino, da smo nekako bojažljivo šli v tekmo in tudi gol je visel nekako v zraku. Maribor je odigral dokaj dobro prvi polčas.
Na našo srečo je pač padel en gol samo v našo mrežo. Mislim, da v drugem polčasu smo imeli nekatere dve situacije, ker bi mogoče lahko prišli do enega zadetka, mogoče izenačili. Žal nastale kardinalne dve napake v naši zadnji liniji ali pa na sredini igrišča, tako da smo dobili še dva gola in rezultat 3:0 nismo mogli nikakor več spreobrniti v naš prid. Lahko rečem, da nismo bili ta pravi danes na tekmi in potem čestitke tudi Mariboru za zasluženo zmago.